Mi smo sedeli, bom povedal, tukaj v gori v parlamentu, pride Jeffrey Sachs in govori, kako bo izgledala privatizacija. Vpraša Gros, poslanec vpraša, gospod Sachs, kaj pa z že izvršenimi črnimi privatizacijami? In Sachs reče, takrat v državnem zboru, črna privatizacija, kaj pa je to? Ali morda mislite na to, čemer Poljaki rečejo partijska privatizacija, Mađari pa rečejo nomenklaturna privatizacija, mi v Ameriki temu rečemo kraja. In če vi nimate besede za krajo in ne ločite kraje od privatizacije, potem vam pač ni pomoči. Današnji posvet je nastal na osnovi nekaterih dogodkov, ki so se odvili v zadnjem času, to je predvsem privatizacija ali pa, kot pravi zakon, odtujitev najboljših slovenskih preostalih podjetij, med katerimi seveda sta na prvem mestu Telekom in pa Nova kreditna banka Maribor, in kjer se postavlja vprašanje, kaj potem. Kajti, ko nimaš več ekonomske suverenosti, tudi nimaš več politične in tudi nimaš več kulturne. To pa seveda pomeni propad države. Zadeva je zelo podobna temu, kar se je dogajalo med drugo svetovno vojno. Prav tako imamo tuji kapital, ki želi se polastiti in pri tem uničuje domačega. In imamo tudi kolaborante, ki mu pri tem pomagajo. In zato seveda se postavlja logično vprašanje, ali ni potrebno ustanoviti novo osvobodilno fronto, ki bo nasprotovala tej uničujoči zadevi. Moralna norma politikov, ki so podržavali to lastnino, je bila takrat in je še danes, tudi na tej aktualni politiki, več kot je kdo ustvaril, več ga pokradi. Čeprav je prav zanimivo. Zdaj je vladajoča stranka ogromno glasov dobila zato, ker je obljubljala nekaj novega. Ko je na oblast prišla, se je pokazalo, da dela po starem. Tukaj ne gre za ali nesposobnost, da tukaj ne gre za naključja ali za neke trenutne okoliščine, ki se porajajo stihijsko, pač pa po našem prepričanju za sistematičen pristop, s katerim se želi pridobiti popoln vpliv nad ne samo funkcioniranjem gospodarstva, pač pa tudi širše v kontekstu družbe in prostora, v katerem ta naša skupnost uspešno deluje in funkcionira. Ker sem prepričan, da je v našem skupnem interesu. Torej, ustvariti družbo, kjer bo pravično nagrajeno tako delo, kjer ne nazadnje bodo tudi tisti, ki investirajo, lahko vedeli, da od tega lahko imajo donos, ki jim pripada, in seveda pri tem vpeti tudi ne nazadnje in privabiti tudi tuje investitorje, a ne na način, kot smo mu pogosto priča danes, da to pomeni ekskluzivo iz naslova finančnih svetovalcev, ki so praviloma, kot se izkazuje, v konfliktu interesov, ko gre za posamezne postopke in kjer ima ozka skupina ljudi iz tega naslova gotovo ne samo interes, ampak tudi donose, ki seveda bi morali pripadati drugim. Kot posledica tega našega poziva se je zgodilo to, da na naslednji seji, namesto da bi se razpravljalo o našem predlogu, se Ekonomsko-socialni svet po 20 letih možnosti prisostvovanja vsakega, ki je imel interes, se je dobesedno vakuumsko zaprl in so nam prepovedali prisostvovanje na teh sejah. Odločajo na tajnih sejah, sprejemajo pa dejansko odločitve, ki so podlaga za pripravo predlogov zakonov, ki jih pripravlja v nadaljevanju vlada in jih državni zbor potrjuje. Potrjuje jih tako, da ko je v gradivu za sprejem zakona kljukica pod usklajeno z socialnimi partnerji, se roke avtomatsko dvigujejo.
in nihče vsebine sploh ne bere in to se nam zdi nedopustno. Prvič zahtevamo bilance bank. Mislite si, ne? Taka operacija, ki se je zgodila z 3 največjimi bankami v Sloveniji, sploh nima bilance. Ne pristajamo na to, da je država po 1 cent kupila 185 milijonov delnic. Ne. Zahtevamo tisto, kar smo mi vložili, 27 evrov ali pa 18 evrov, koliko je kdo dal. Velik problem, ki ga vidim, ko gledam, zakaj je do tega prišlo, je prišlo, pogledajte, ne zaradi naših ljudi, ampak zaradi neznanja ali pa enega interesa politično-finančne oligarhije. In še ena zadeva pa je, ki jo pa opažam zdaj v medijih. Velikokrat se čudim, s kako malo znanja, vsebinskega in metodološkega, nastopajo ljudje, ki so liderji zelo pomembnih družbenih organizacij ali pa inštitucij. Mi smo Cinkarno ohranili brez 1 centa vlaganja sa strani. V Cinkarnu nobeni od tih kvazi lastnikov nije dao 1 centa. Oni zdaj trenutno su u fazi da iščeju dobrega gospodarja. Za nas ne sprašuju, a bi vi moguće bili taj gospodar koji ste do zdaj delali i ohranili to i ohranili to podjetje i u njega nisu 1 centa vložili. 1 centa. Sploh noću se pogovarati. Samo u takvim situacijama nam zagrozuju da se oni pogovaraju s nama iz velike solidarnosti, da smo paći. Da. Inače nas tretiraju, oprostite, ko sme ti. I manjše od tega. U stvari, škoda svake besede. Iz teh dejstev ugotavljamo, da so razpisi le farsa v že naprej dogovorjenem prodaji. Z utrjevanjem ukradene lastnine v korist tujcev, domača politika in njeni pomogači zaslužujejo slovenski narod in druge državljane kot za čas fevdalnega in suženjsko-meznega odnosa, ko je imel tujec na slovenskih tleh več lastnine in pravic kot doma človek in tedaj mu je tujec lahko tudi vladal. Tile časi se vračajo. Plaće nismo dobavljali, a interes jedini zašto postati vlasnik jer su bile nekretnine i odličan položaj gdje su se nekretnine mogle prodati po nekoliko stotina eura za kvadratni metar trgovačkim lancima, jer jedino i kod nas u Ivancu samo trgovački lanci mogu poslovati dobro. To je totalna ludost. Totalna ludost. Ej, hello, zakaj mi ne vprašamo naših ljudi, oziroma teh naših vodilnih, ki vodijo v našem imenu, po kazalcih njihovega delovanja? V svetu poslovne odličnosti kazalec, ki nima samo vsaj 3-letnega trenda, to se pravi vsaj 4 leta merjenja, ne velja nič. In te ljudje nas vodijo. On je najprej delal za Svetovno banko, potem za sekretar za finance in proračun, potem je bil v Novi Ljubljanski banki izvršni direktor, ampak takrat je Ljubljanska banka že rabila milijarde za dokapitalizacijo, ker je bilo to med leti 2001 in 2004. Na to je postal minister pristojen za evropske zadeve, od leta 2004-2008 poslanec državnega zbora za nadzor javnih financ. Pa kje nas kradajo? Ne krade se več s pištolami, milijarde zginjajo drugače. To so sedaj beli ovratniki in so nažalost zelo dobro dogovarjani. Vsi te, ki so bili pri nas na ključnih položajih javnih financ, so sedaj milijonarji. Skratka, mi potrebujemo odprte informacije in dobro, pregledno strukturirane informacije, zato da bomo sploh lahko soodločali po 44. členu ustave, namreč moramo imeti to pravico in jo imamo. Levkup, uboga gmajna. In ker je letos 500. obletnica velikega slovenskega punta, ki se je odvijal prav leta 1515 in v zvezi s katerim so bile napisane oziroma natisnjene te besede, mislim, da je prav, da na to prav posebej opozorim. Kmetje se namreč tedaj niso uprli zgolj zaradi povečanja davkov,
ampak tudi zato, ker so jim takratni fevdalci hoteli odvzeti pravice na tem skupnem premoženju. Torej vidimo, da se zgodovina ponavlja. Torej, danes ni prav nič drugače kot pred 500 leti, kajti očitno se soočamo z načrtno krajo, veleizdajo, sabotažo in pa odkritim ali pa prikritim, odvisno kakor kdo, proti slovenskim delovanjem.